Tokratno predadventno 11. korakovo druženje vseh podpornikov in prijateljev je steklo v prijetnem, optimističnem in povezano sproščenem po prazniku dehtečem ozračju. Ljudje vsako leto prepoznajo dober namen, saj je celoten izkupiček prireditve dobrodelen in namenjen delovanju centra Korak za osebe po pridobljeni možganski poškodbi. Letos je bila prireditev zasnovana malce drugače. 10 let je dolga doba in vztrajali smo pri enem konceptu. Nekoliko se iztrošiš v idejah, je pa tudi res, da so si naši uporabniki zelo želeli sodelovati pri prodaji. Drug razlog je bil, da pravzaprav lansko leto je bilo res izjemno veliko obiskovalcev, niti vsi niso mogli v dvorano si ogledati kulturni program. In tako smo razmišljali, kako pravzaprav povečati, odpreti prostor, tako da bi bila večja pretočnost, predvsem pa, da bi imeli tudi naši uporabniki dovolj prostora. Letos smo uvedli Korakov klub, kjer naša dolgoletna voditeljica Jelena vodi kratke, zanimive, mogoče malce manj formalne razgovore z vsemi deležniki, ki pravzaprav sooblikujemo Center Korak. Nastopajo različni gostje, strokovni delavci in pa tudi naši uporabniki. In tako kot vedno, tudi tokrat prodajna razstava izdelkov, ki jih izdelujejo vaši korakovci. Tako je, ti izdelki nastajajo čez celo leto, nastajajo v Centru Korak in pa v zaposlitvenem centru. In moram reči, da smo res izjemno veseli tega odziva pri ljudeh. Prejle, ko sem šla mimo, sem videla, da res vsi z užitkom nakupujejo in veliko pohval smo deležni, da smo pravzaprav tudi z nivojem izdelkov, z oblikovanjem v teh letih zelo napredovali. Tudi naši uporabniki, moram reči, da so res ogromno naredili pri tej rehabilitaciji za zaposlitev in da danes dejansko delajo skoraj da res čisto vsi, lahko sodelujejo tudi v delovnih aktivnostih in zaposlitvah. Tanja Žumar, vi ste predsednica društva En korak več. Kako je teklo leto za vaše korakovce? Kaj ste pravzaprav delali? Naše največje poslanstvo je organizacija take prireditve, kot je tale v tem trenutku. Torej na Brdu pri Kranju nam ljubeznivo vsako leto pomagajo in nam odstopijo prostor, v katerem se odvija leto že 11. Korakov bazar. Kako gledate v prihodnost pri vas? Torej, Center Korak načrtuje razširitev. To pomeni, da že dolgo časa pričakuje podaljšanje oziroma razširitev koncesije, kar pomeni, da bi lahko potem več uporabnikov prišlo v Center Korak. To pa je seveda povezano tudi s finančnimi težavami. Treba je urediti prostore, v katere bodo prišli dodatni uporabniki. Treba je spremeniti cel koncept, cel program, dodatne zaposlitve in tako naprej. In seveda tukaj bomo stali Centru Korak ob strani. Takšne prireditve podpiram. To so res stvari, za katere se moramo zavzemati. Vedeti morate, da moramo pomagati tem ljudem. Nekateri jih odrivajo, mi pa moramo biti pripravljeni, da jih sprejmemo. Tukaj sem na povabilo enega mojega zelo dobrega prijatelja, gospoda Svetine. Z njim v bistvu sem bil v njegovem socialnem podjetju 1 leto zaposlen in poznam problematiko socialno ogroženih in pa seveda ljudi s posebnimi potrebami. Predvsem je zelo lepo srečati ogromno ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas in pa prodajati te izdelke z dobrim namenom in to me dejansko najbolj veseli. Drugače pa bazar seveda lepa priložnost za srečanje in pa za pomoč. Za Korak meni bije srce večno in vedno bo. Tudi na začetku, ko smo začeli s temi prvimi koraki, ko je bilo zelo težko, moram reči, da so to neizmerno neprecenljivi spomini in ko pridem na prireditev, mi srce zaigra, ker pač vidim, da je res postalo to ne samo druženje, ampak pravzaprav eno gibanje, en velik navdih za vse tiste, ki nekako pričakujejo podporo ljudi in na taki prireditvi se vidi, da je dobrota ljudi neizmerna. Kot poslanka Državnega zbora in kot osebno Mateja Udovč vedno podpiram dobrodelne prireditve in sama skušam pomagati, da bi bilo ljudem bolje, da bi bilo bolje za vse.
Pa tudi mogoče je priložnost, da v tem predvolilnem času predahnemo in se osredotočimo malce na praznike, saj čas bo 1, 2, 3 tudi praznični prišel. Ja, res je, lepo mi je obdarovati bližnje, kot je lepo dati nekaj za nekoga, ki mu to pomeni bistveno več kot pa nam. Če se ozreš tukaj naokoli, vidiš, da je vse prelepo, da so